Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni. Včasih se hecajo kakšni Gorenjci, pa Ljubljančani, pa Dolenjci. Se hecajo iz Štajercev in naša ekipa je pretežno štajerska, bom rekla. Bojda imamo dve laži, ki jih redno uporabljamo, sicer ne bi rekla, da v naši ekipi. To še spijemo, pa gremo, ne? To še spijemo, pa gremo, mislim, da celo ena čudovita pesmica na ta račun. In pa, daj mi posod 5 evrov, ti jih vrnem. Ziher. Tako da danes bomo govorili o lažeh in sicer kdaj se splača zlagati, kdaj se ne splača zlagati, a obstajajo bele laži ali ne obstajajo. Sicer pa mene je tale statistika presenetila in sicer ne vem, kako so to merili, verjetno so mogli biti ti ljudje zelo iskreni. 11 laži na teden naj bi v povprečju uporabili v vsakdanjem življenju, kar pomeni, da je to kar precej, enkrat do dvakrat dnevno in pa to pa sploh ne vem, kako so ugotovili, da se ženske bojda, da lažemo pogosteje kot moški. No, ne vem. Ampak danes imam v svoji družbi moškega in žensko, Varja Kališnik, predavateljica, pisateljica in psihoterapevt dr. Milan Krajnc, lepo pozdravljena, dobrodošla. To še spijemo, pa gremo? Pa še bomo jutri tukaj. Ja, tako. Za sam začetek, ali obstajajo, ne po strokovni literaturi, po vašem mnenju, a obstajajo bele laži? Obstaja v bistvu pravzaprav tista resnica, ki jo v tistem trenutku čutimo. Tako da pravzaprav vedno govorimo resnico. Okej. To je bil da ali ne? Ženske vedno odgovarjate v vprašanji. Pa sem se zdaj v vašo stvar, seveda obstajajo, da. Okej, obstajajo bele laži. Bi se strinjali s tem? Jaz mislim, da obstajajo vse vrste laži. Glede na to, da... Cela Mavrica. Ja, glede na to, da že dolgo let delam na sebi in opazujem sebe, jaz se s tisto vašo statistiko ne strinjam, jaz osebno menim, da je tega bistveno več. Več? Absolutno, zato ker konstantno, če spremljam recimo svojo notranjost, kaj si mislim, kaj čutim in potem kako to izrazim, je velika razlika, vam povem, skoraj cel dan. Izrazim drugače, zato ker ne želim prizadeti, to naj bi bile bele laži po moje, izrazim drugače, ker želim, da bi bil dober odnos med nami, izrazim drugače, ker menim, da sama nisem dovolj dobra in bi morala biti drugačna. Tako da je to pravzaprav ena grozno velika tematika in mislim, da se čez celo moje življenje spreminja, kaj pravzaprav kot resnico izrazim, kdo sem in kdo nisem. Je pa zame to izjemno pomembno, ker vem, da takrat, ko ne izrazim popolnoma sebe, takrat jaz sama sebi velikokrat rečem, da nisem dovolj dobra taka, kot sem, jaz zato moram izpasti drugačna. To pa recimo zame, za moje življenje, ena velika reč. Doktor Krajnc, vi ste psihoterapevt. Jaz, ko pomislim nazaj, imam zelo slab spomin, tako da se mi ne splača lagati, to sem že dolg čas nazaj ugotovila, ampak se mi zdi, po mojem mnenju, da verjetno največ si lažemo sami sebi, ne? Ja, to je v bistvu osnova, ampak lažemo se zaradi tega, ker v bistvu v resnici sami ne vemo, kdo sploh smo. Ker to je v bistvu pravzaprav prvi korak, ko začnem delati s klienti, da najprej grejo na pot odkrivanja samega sebe. Se pravi, kuksi lažejo? Ja, lahko tudi tako obrnemo. Lahko mogoče kar konkretno povem na svojem primeru. Ja? Nekako sem si v začetku leta zadal nalogo, da tudi poskušam sebe čim bolj očistiti. Se pravi, da sem v vsakem trenutku prisoten in priseben. Aha, ne da se vsak dan tuširate. To tudi. Okej. Poskušam. Ampak poanta je v tem, da se v bistvu samega sebe zavedam. In sem potem v začetku leta odločil vse motilce v svojem življenju, ampak govorim o takih malih motilcih, kot je alkohol, ki je sicer v malih količinah prisoten, tobak, sladkarije, Facebook. Skratka, vse stvari, ki mi usmerijo pozornost v neko drugo smer, je avtomatsko že bilo to, da sem sam sebe
v nekem določenem trenutku bolje začutim, vem, kdo sem, v katero smer grem. Kako je zdaj to povezano s tem, da ste si lagali, da ste to naredili, ali zakaj? Ne gre za to, da sem si lagal, ampak glede na to, da so misli od cel naše okolice ali pa materialni svet od cel naših misli in ker so se mi v življenju pač dogajale različne stvari, nisem nikoli iskal odgovornosti v drugih, ampak sem vedno iskal pri sebi. In če sem neke napake velikokrat ponavljal, pomeni, da ne vidim dovolj čisto ali pa bistro. Ampak vi ste psihoterapeut, mi še nismo tam. Še ramo daleč do tja. Ampak tudi mi moramo ogromno delati na sebi, zato da lahko delamo z drugimi. Odlično, ja, definitivno. Mogoče tukaj vprašanje upravičevanje. Veliko tega uporabljamo v vsakdanjem življenju. Predvsem si znamo določeno situacijo tako narediti, pa da ne bomo prizadeli druge predvsem, da je potem to, vse pa v redu, da si se dejansko zlagal. V katerih primerih bi pa mogli ostati pri resnici, tudi kadar dejansko boli? Jaz osebno menim, da recimo resnica je izjemno pomembna v tem tvojem užjem krogu, partner, otroci, starši, recimo dobra prijateljica. Kajti, če tu nisi iskren, kdo si in kaj pravzaprav nosiš v sebi, potem te odnosi ne vem kakšni so bolj površinski. Poleg tega se mi zdi, da je pomembno, da res izraziš neko tvoja resnica se itak spreminja ves čas tvojega življenja, ampak recimo v enem obdobju nekaj doživljaš, recimo vrednost, svojo vrednost, delaš na tem, in vedno, ko se pojavljajo, vedno se potem pojavljajo neke izkušnje in preizkušnje in dogodki, ki pravzaprav trčijo tja v tisto tvojo rano. In če takrat začneš iskreno govoriti, se mi zdi, da je bolje. Da je zdravilo. Ja, ampak jaz sem pri sebi opazila, da ta iskrenost, da je zame izjemno pomembna. Je pa tako, ko se počutim res dobro, sem v srcu, sem mirna, lahko zelo iskreno govorim, ker takrat so moje besede takšne, da ne ranijo ne mene, ne druge. Kadar sem v slabi koži. Se pravi, poveš resnico, ampak na ljubeč način. Ja, opažam, da se to dogaja, recimo samo od sebe, dosti globlje lahko povem, dosti bolj sem resnična, ker te besede, ki pridejo z mene, ne ranijo toliko. Ko pa sem v slabi koži, takrat, ko vi rečete, ko si lažem, ker to je tako, počutim se slabo, ali sem prestrašena, ali jezna, ali ne vem, kaj doživljam. In takrat nekako vsi ljudje malo to zapiramo vase, kajti pomislite, če bi prihajali vso to težo ven v okolje, kako bi naše okolje izgledalo. In takrat potem nosimo v sebi, ampak se moramo tudi malček odklopiti od vsega tega. In takrat, kot je gospod sogovornik... Ne zase, odklopiš se v Facebook, odklopiš se nekam, kjer se odpočiješ, recimo malček od sebe in vsega tega, kar doživljaš. Ja, in takrat vem, da kadar sem jaz v eni taki težki fazi, takrat je tudi bolje, da uporabim več belih laži, kajti če prihajam z resnico, je ta resnica... Te še bolj buta. Buta, ne iz mene, buta v ljudi, boli, to boli. Ja. Odlično, hvala za tale odgovor. Tale trenutek preverimo aktualne dogodke, potem pa, da vidimo, kaj bo dr. Kranjc priporočal. Mož sreča bivšo ženo, se srečata, se pozdravita, a to pove zdajšnji ženi, ki je zelo ljubosumna, recimo? Vi se v tem primeru zlagali ali ne? V soboto 8. februarja nosečke srečke vabljene na delavnico priprave na porod in starševstvo. Obdelali bomo tematike čustvene in fizične priprave na porod, pa o pasteh, trikih, prednostih dojenja, fitomedicini v časi med in po nosečnosti, uporabo aromaterapije, pa tudi kako se spopasti z utrujenostjo po porodu, kako na naraven način pomagati dojenčku pri najpogostejših zdravstvenih izzivih brez antibiotikov. Vabljeni tudi očki v soboto 8. februarja.
Kako prepoznati ujetost v toksične odnose in se zaščititi? Kaj je v vaše življenje sploh pritegnilo takšno osebo? Kako preprečiti manipulacije in zlorabe vaše dobrote, ustrežljivosti in prijaznosti? Kaj je v nas takšnega, da smo si sploh dovolili biti magnet za tovrstne odnose? Vabljeni na predavanje o osvoboditvi od stropenih odnosov v četrtek 13. februarja v Ljubljani. Zaradi strahov smo napeti, ne spimo, nas zadržujejo v krču, ne živimo polnega potenciala svojega življenja. Na celodnevni delavnici bo Tatej Pretnar naučil tehnik za preseganje in odpravljanje strahov. Vabljeni na celodnevno delavnico v soboto 29. februarja. Takole danes govorimo o tem, kdaj se je boljš zlagati, kdaj ne, kdaj ja. Ugotavljamo, da obstaja cela mavrica laži, ne samo bele, tudi rdeče. Torej, doktor Kranjc, zdaj pa deva. Mož sreča bivšo ženo, bivšo punco, bivšo pač, ne? In nič med njima ni nobene kemije, pač pozdravita se, kaj ti kaj, kaj on kaj, mogoče celo niti ne, recimo, niti ne gresta na kofe. Ampak njegova trenutna žena je pa zelo ljubosumna. A ji pove to, a ji ne pove to? Itak nič ni bilo, ampak da zamolčiš neko zadevo, ki bo njo prizadela, je to zdravo ali ne? Kaj bi vi naredil v tem primeru? V bistvu ni zdravo to, da nekoga prizadeneš. In če veš, da mu neke informacije škodijo, kakorkoli mu jih potem ne posreduješ. Se pravi, vi ne bi povedal? Ne. Ne. Ampak smo pa pri konceptu, kar ne veš, ne boli. Ja. Torej, ta koncept drži? Da. Ok. Se pravi, žena vara moža in pač boš, da mu ne pove zaradi tega, ker bo to njega bolelo. Mislim, tu zdaj gremo sploh v situacijo, zakaj pride do tega, zakaj je nekdo ljubosumen, zakaj je nekoga vara, ne? Se pravi, da že to neiskrenost, ta veza, ne? Se pravi, v osnovi neiskren si sam do sebe, zakaj si zraven nekoga, kjer si pravzaprav ujet. Ker v bistvu mi, ko se rodimo, vse, kar pri rojstvu dobimo ali podarjeno, je čas. In če mi tega časa, ki je omejen na tem svetu, uporabljamo za druge, ne za sebe, potem v bistvu zelo grdo ravnamo sami sabo, kar se pozna v našem življenju. In potem dobivamo take partnerje, ne, katerim moramo lagati, zato da smo kao mirni. Ok. Kar ne veš, ne boli? Jaz v tem primeru bi verjetno ravnala drugače, kajti če svojemu partnerju ne morem iskreno deliti svojega življenja, potem s kom bom, ne. Seveda bi povedala, nič ni bilo in podobno. Definitivno je pa to tematika, ki vedno boli. Ja, Jaz mislim, da vedno boli. Mogoče morate biti tukaj v komunikaciji, ne vem. Jaz osebno sem dejansko s partnerjem imela pogovor, ker sem mu rekla, prosim, da mi poveš tudi one stvari, ki bolijo. Ja. Ker sem imela pa v partnerstvu izkušnjo, kjer mi dejansko ni nekaj povedal in na koncu, ko so šla na razne, rekel, nisem ti povedal, zato, ker bi te to bolelo. Ja, pa jaz sprejemam to bolečino, meni je iskrenost bolj pomembna, ampak očitno je to pri vsaku drugače. Imam še en primer za vas, doktor Kranjc, in sicer imate ženo? Partnerko? Aha, ok. Partnerka vas vpraša, ali pa bivša žena, da če se je kaj zredila. Zdaj pa vi veste, da se bo ona obremenjevala s tem in da bo celega, še veliko bo kaj zapravila, dodatnega denarja za novo garderobo pa tak naprej. Kaj boste odgovorili, ko veste, kakšne so posledice tega? To je pa v bistvu druga zgodba, to so pa dnevne stvari, ki se dveh dotikata, ne, in tu zagotovo ima najlepšo postavo na svetu. Aha, se pravi, vi bi spet lagal. Mogoče ste pa zato ločeni. Se pravi, da ji rečete, ne, ti imaš najlepšo postavo na tem svetu. Vi bi želeli tak odgovor? Ali bi želeli odgovor, ja, mal si se pa poredila, šla večkrat na sprehod. Ja, takega, nekaj takega. Moram pa reči, da jaz nisem lagala, ampak sem ravno tako ločena. Ok. Dobro. A kaj pa recimo take situacije, ne?
greš v trgovino, trgovka ti vrne 7 evrov, pa pol namesto 7 evrov, a ne? Zdaj tistih 50 centov, ne? Jaz včasih dam kakšen tringelt, pa one itak tega ne smejo zadržati, pač mora iti, ne? Se pravi, ok, za 50 centov eno tako veliko trgovino ne bom ne vem kaj oškodovala, ampak jaz vem. Kaj naredite v takem primeru, dr. Krajnc? Sploh se s tem ne obremenjujem. Ne? Ne. Vzamete pa, naj bo svet lep. Ja. Ok, všeč mi je vaša iskrenost, res. Kako pa je pri vas, kako te vsakdanje reči shendlate po domače povedan? Verjetno je odvisno od tega, kako imaš krhko vest. To, pa recimo, kako se počutiš in podobno, ampak veste, nekoč sem nekje brala, pozabila kje, da prej povemo, kolikrat smo seksali, kot pa recimo, kakšno plačo imamo. A ne? A ni zanimivo? Ženske, recimo, pri meni tako povem zlahka, koliko sem stara, ne morem pa povedati, koliko teže imam. Ne? Vsak mislim, da ima neko stvar, ki jo težko pove ali pa deli ali karkoli. Bog ve, od česa vse odvisno, od česar je doživljal ta človek podobno, ampak mislim, da imamo kar precej ni takih stvari, ki jih malček ves čas skrivamo, ker je biti pa čist odprt, pa kot odprta knjiga, pa čist iskren, po moje pa tudi kar malo nevarno. Predvsem imaš malce manj prijateljev. Ja, definitivno se strinjam. Ok, še ena taka situacija. Nekdo ima zelo slab zadah. Zelo slab zadah. Zelo slab zadah. Res slab zadah. A mu poveš ali ne? Ja. Da? Da. Na kakšen način bi vi povedal? Čisto na lep način bi mu dejal, da sem malo sedel nazaj zaradi tega, ker me njegov zadah moti. Wow. Ok. Ampak to so res dogodki, ki jih mi vsakodnevno srečujemo v ožji družini, a ne? Ja. S komerkoli so neke stvari, ki nas lahko zelo motijo. In kako jih pravzaprav povedati, a ne? Ja, jaz pri zadahu, ne? Jaz tako naredim, ne? Imam izkušnje. Dejansko imam to izkušnjo z enim sodelavcem in sem začela nositi žvečilne zraven za njega. Zelo dobro. Ampak pa na enem trenutku pa pač nisem mogla več. Ja, No, ampak to pomeni, da ste v bistvu do nekega trenutka lagali sami sebi, ne? Dokler se niso v psihologiji, temu rečemo, psihološke smeti nabrale do trenutka, ko so naenkrat padle vse z omare. Ja, ampak se mi zdi, da tega ne, se potem recimo v partnerstvu, ko eni rečejo, pa tukaj sta se dobro razumela, enega dneva sta se pa ločila. Tega se ne bere. Ja. Pa ne samo teh majhnih stvari, potem preidejo v večje stvari in podobno. Ravno zato sem jaz prej govorila o tem, kako se mi zdi, da je zelo pomembna ena višja stopnja iskrenosti v ožjem krogu, zato ker potem je manj tega, ti sprotno podeluješ. Definitivno je pa resnica, kakršnakoli, ali ta, o katerih vi govorite, ali pa kakšna globlja, kaj čutim, kako se počutim, kaj se zdaj dogaja, velikokrat boli. Ok, jaz sem zdaj prišla do enega svojega zaključka našega pogovora, ne? Da se bolj kakor s tem, da se obremenjujemo, kdaj lagati, pa kdaj ne lagati, dajmo res samo sprejeti morebitno bolečino, ki pač pride skupaj z iskrenostjo. Je to to? Pa če znamo potem pohendlati to bolečino, se pravi, da jo znamo obvladovati, ali ne vem, neko žalost ali razočaranje, pa potem je to lažje. Če mi sami sebe poznamo zelo dobro, potem ni dobene bolečine. Aha, če se poznamo dobro. Tako. Jaz bi pa rekla, da če povem neko svojo resnico, predvsem zato, da povem, kaj se meni dogaja, ne pa zato, da bi koga drugega prizadela ali pa hotela kaj slabega, da to potem lažje gre skozi. Ni bolje. Ok, super. Vi ste povedali, za letos ste si zastavili vse take in drugačne stvari. Super, odlično.
Kaj pa mogoče vaš nasvet za to, da si manj lažemo sami sebi v vsakdanjem življenju? Kak nasvet lahko posredujete gledalcem? Pri sebi sem opazila, da ko sem iskrena, bolj do sebe, kaj mislim, kaj čutim in to nekako bolj sprejemam, tudi tisto, kar ni lepo, da je to višja stopnja ljubezni do sebe. Odlično. In to se mi zdi nekaj največ, kar lahko naredimo. Hvala lepa.